Lepo pozdravljeni. Vas zanima, kakšne energije za poletje napoveduje Jyotish astrologija? Katero znamenje bo vladalo? Kako se podpreti, da bi najbolje izkoristili njegove kvalitete? In zakaj lahko pričakujemo več poletnih romanc in tudi kakšno borbo, če bomo imeli? In ja, baje bomo imeli letos to poletje kar nekaj borb z našimi otročki. Ja, tole me seveda najbolj zanima, tako da že komaj čakam, da mi Tina vse razloži. Tino seveda dobro poznate, Tina Orel, ki je Jyotish svetovalka, zdravilka ženske energije in tudi diplomirana, torej transformatorka energije, bo torej podala res tako strnjeno analizo poletja po Jyotishu, povedala pa bo tudi, kakšne tečaje in presenečenje ima torej za vse gledalce v mesecu juniju in pa juliju. Tina, lepo pozdravljena. Zdaj vemo, da se Jyotish astrologija, torej, ki izvira iz Indije, razlikuje od klasične astrologije, pa če vseeno bi povedala torej po Jyotishu, kakšno bo to poletje? Po Jyotishu, če gledamo, zdaj vlada planet znamenje bik, ker je najbolj vroče. In zdaj, kaj je značilno za bika? Zdaj, če si predstavljamo unga bika, žival, je mir, on je umiren, ampak buhvar, da mu preveč hodeš zraven, lahko tudi brcne. In tako tudi zdaj otroci ali pa osebe, ki imajo luno, ascendent ali pa sonce v biku, to so kar malo trmasti ljudje, imajo radi ful svobode, so malo lenobni in zato je treba take ljudi malo spraviti v pogon. Dober je šport, ker jim avtomatsko se vse prekrvavi in za njih je to ful dobra sprostitev. Zato včasih so te bikci, če imajo ali močno luno v karti, ali močnega ascendenta, ali pa močno sonce, ki je v biku, te ljudje so mičkano nagnjeni k lenobi, ampak zato, ker radi uživajo, ne zato, ker je tu kaj narobe. Nečem tu reči, da je kaj narobe, ampak tako pač je, to je del karakterja. In zato je meni fajn, da mi razumemo, kakšen je naš karakter, da se ne krivimo, da je nekaj narobe potem z nami. Ker če vemo, rada uživam, ampak je tudi fajn, da grem malo v pogon, bom naredil tistih par kilometrov, magar sprehoda na dan. Se ni treba zdaj, da ne vem kaj. Ampak če tu naredimo, potem je tista pika na i za zdravje in zato, da se mi dobro počutimo. In tudi otroci, ki imajo ta bik. No, da se to zdaj slišim, da se pripravimo psihično. Torej, počitnice letos naveč čisto tako, Ja, bojo. Se tu je najbolj čuten mesec, ko imamo radi romantiko, radi imamo bližne odnose, tako da tu bo fajn. Ampak taki otroci bodo radi lenobni bili doma pred televizijo ali pa pred telefončki, bi bilo fajn. Nacimne bodalo. Tako da je fajn, da jim malo, dajmo. Malo bo treba zbazlati, ne? Pejdi skakati magari ven, ali pa ne vem, če imam možnost, ne? Ali pa gremo na en sprehodek. Torej, aktivnost je treba res vključati. Aktivnost bi bila super zdaj za to poletje in potem bomo vsi bolj srečni. Zdaj, kaj pa tisti, ki so torej po Jyotishu rojeni v znamenju bika, mimo grede, vsi tisti, ki ne veste, kaj ste po Jyotishu, hitro klik na tintaj.si, kjer lahko seveda ugotovite, torej, v katerem znamenju ste rojeni po Jyotishu. Torej, kako bo pa prav z bikci, torej, bodo imeli kaj posebne privilegije, ker je njihov mesec? Oni bi se mogli dobro počutiti, zato ker je prav ta čutnost v ozračju, bi se mogli počutiti, ne? Ampak fora je, da včasih tak človek, tak otrok, ki še ne razume čisto modrosti življenja, se ne bo lahko čutil razumljenega in zato bo lahko malo trmaril. Tu bi se lahko zgodilo. In zato je fajn, da ga samo slišimo, vidimo, čutimo kot mame ali pa kot očetje tega otroka in ga pustimo, naj malo trmari in ga potem vprašamo, zakaj. In bo ful vesel, ko bo lahko tudi povedal in ko se bo čutil ljubljenega. Torej veliko ljubezni, vse to pa itak si otroci najbolj potrebujejo. Zdaj, težko rečemo, da ko govorimo o določenem znamenju, v tem primeru biku, da ima samo dobre ali pa slabe stvari, ne? Ampak vseeno, zdaj, če se osredotočimo na bika, katere so tiste njegove kvalitete in po drugi strani slabosti? Kvalitete, dobro, tu recimo bi bila lahko slabost, ampak niti recimo, da nima, recimo, da je tu slabost. Kvaliteta bi pa bila, da je ful ustrajen. Ustrajnost?
recimo, če želite zaposliti človeka, ki mora biti vztrajen, potem je dobro, da ima nekaj v biku. Taki ljudje so kar ful prizemljeni, radi delajo, ni jim problem delati in ker radi dosti zaslužajo, ker tu pač za njih je fajn, da si nekaj privoščijo, bodo potem tudi nadure delali. Ker tu je pač v naravi. Šefi, všesa zdaj, ne? Mislim, bo sam se odločil, da bo delal več, pa da bo prišel v soboto, ker rad nekaj več zasluži. Tako da, če že nekdo ima zdaj kakšen izziv, koga zaposliti, bi lahko tudi kaj v zvezi z bikcem iskali. Tu bi bila recimo ful dobra lastnost, ker so trmasti tudi v tem smislu, da ne odnehajo in ne bodo vrgli puške v koruze prehitro. Ja. Super, no? Torej, neki bikca moramo imeti vsi tisti, ki želimo torej, na delovnem mestu, še posebej si, da bodo naši šefi zadovoljni. Torej, šefi morajo dobro zbirati, tako bomo rekli. Poletje, kot si rekla, je torej najbolj tak čuten čas, veliko je povezovanja od dvoje, romantike. Ko omenimo bika, govorimo tudi o seksualnosti, verjetno, torej bo tudi ta na višku. Tudi bo, zato pa so zdaj ljudje, pač junija se že začne hoditi na morje in na morju se tudi čuti več takih stvari, več senzualnosti, več romantike. Baby boom, pričakujemo morda tudi. Morda bomo videli čez 9 mesecev, bomo nekoga vprašali, kdaj je bilo, če je bilo junija. V glavnem, ja, tu bo več druženja, mogoče bodo ljudje, ki so zdaj tako malo delali, pa tudi zaradi zaprtja in tako se niso videli toliko, kot bodo zdaj kar več se družili. Bodo prav imeli to potrebo, sploh če je nek bik zraven, ali luna, ali ascendent, ali sonce, bodo kar imeli potrebo po druženju in bodo ful veseli, da se lahko družijo. Torej, veliko druženja in veselja. Zdaj, po drugi strani, pa biku, ko pokažeš pa rdečo, pa znori, Torej, česa se moramo izogniti, da bik ne bo ponorel? Ja, da ga damo v en kot in da on ne vidi shoda. Bik rabi imeti svobodo, da ni omejen, ker potem mu tu ni všeč. Tudi otroci biki, če mu nič ne pustimo, bo kar izzivu in bo ponavadi kar dosegel svoje, ker so toliko trmasti in vztrajni, da moraš res kot starš biti ful odločen, da recimo hoče iti zvečer ven, ti pa ne pustiš, kar rečeš, si še premlad, počakaj še 1 leto, ponavadi bo kar izsilejo, da lahko grejo. In je tudi fajn, da jim mičkano se pusti, ne pa preveč. Torej, še vedno neke mere treba. Ker drugače biki so fajn ljudje, niso tu zdaj, da bodo nekaj izkoriščali, tu sploh ne, ampak svobodo rabijo in tu, da mu ti zaupaš. In ko on vidi, da mu ti zaupaš, ne bo tega zaupanja izkoristil. No, poletje je tukaj in to je čas, ko Tina ne bo nič počivala, ampak se odločila, gremo v akcijo in sicer pripravljaš 2 individualna, torej mentorska tečaja, enomesečni in pa 4-mesečni, ki pa ni datumsko omejen. Torej, ko se nekdo odloči, pristopi, se vpiše torej na spletni strani tintaj.si in akcija. Če mečkam več poveš, torej gre za 2 programa, ki sta torej ali enomesečni ali pa 4-mesečni, govorimo seveda o moderni čarovnici, za vse tiste, ki morda tega še ne poznate. Tina, daj povej kakšno besedo več. Jaz sem tu izhajala iz sebe, ker jaz sem tudi iskala take programe, da bi malo bolj dolge, zato da se res orenk naredi sprememba, da se res pogleda. Znanje poglobiš v tem času. Seveda, pa tudi ene vaje enostavno ne moreš enkrat, ko jih narediš, je premalo, rabiš malo večkrat. Zato sem pol dala na možnost, da se tudi 4 mesece lahko dobivamo, ali v živo, ali preko Zooma, tu se potem se lahko zmenimo. Torej, 1 na 1 je to. 1 na 1, tudi termine se zmenimo, tako da je objem ok, tako da tu ni nobenega stresa, zdaj pa ne morem, ker imam službo enkrat dopoldne, enkrat popoldne, zato pa je individualno. Pa tako naprej, vse se da to dogovoriti. Vse se da zmeniti. Jaz sem pač iz sebe izhajala, ker sem pač videla, da smo preveč v moški energiji. Preveč je vse v fokusu, dejmo tu, pa tu, pa tu, pa tu odgovori ta mail, pa plači to položnico. To je vse moška energija. In enostavno niti se ne zavedamo, ponavadi je že prepozno, ko se zavedamo, kje pa je tista milina naš, kje pa je ona ženstvenost, ki sem jo včasih imela, pa ustvarjalnost, neki. Ker se mi tu zavedamo, je ponavadi že kar fajn prepozno. In potem ne moreš ti kar sam tako, da bi začarali s čarobno palčko, prideti nazaj. Je en proces, ki se moramo nazaj počasi vrniti in ponavadi je fajn, da imaš nekoga, ki ti tu pomaga. Pravzaprav s tem tečajem ti vzbudiš to žensko moč, ki jo imamo v sebi, pa je velikrat potlačena. Ja, točno tu. Oseba pride stik sama s sabo, ženska
ženska, ne, spozna bolj sama sebe, seveda je orodje vedno džotiš, preko džotiša, da se tudi v karto malo bolj globje pogleda, točno kako so tranziti, kaj tu zdaj pomeni za njo in potem jaz točno vem, v katero smer gremo tudi, zato pa je individualno, da je točno za to osebo ta program. Spraviš dejansko na pravo pot, če recimo je trenutno izgubljena, pa ne ve. Imam tudi možnosti skupinskih, ne? Skupinske bodo pol septembra bili, ampak zdaj sem prav rekla čez poletje, ker vsi ne bodo šli na morje, vsi ne bojo ne vem kam hodili, zakaj pa ne bi imeli možnosti ene take skupne čarovnije? Ja, v juliju namreč smo govorili tudi že z našimi astrologi in numerologi in tako naprej in večina torej je bila mnenja oziroma so enotni, da gre torej v poletnem času predvsem za nekako podporo svoji samopodobi in se mi zdi, da je torej tvoj program idealen torej za vse tiste, ki bodo zdaj občutili, da je mečkrat mogoče samopodoba pada in da si jo morajo dvigati. Ne? Saj jaz sem prav tu začutila, da naredim zdaj tu, ker ponavadi pod leti nisem imela nekih takih programov, ker so bila svetovanja, nekaj takih malo bolj poglobljenih programov nisem imela, letos sem pa prav tu začutila, da mora biti zdaj. Prav zdaj, zato sem pol naredila tudi še naprej, ne, vikend oddih. Čakaj, no, joj, zdaj pa poslušajte to, drage gledalke, zdaj si mi, a veš ne, jaz sem to prav hvala tako pompozno, namreč takega programa še niste zasledili, drage gledalke, namreč Tina pripravlja s 1. julijem, torej od 1. do 3. julija, 5D, vikend, ženski oddih, zdaj pa drag reker, bomo tam neki Olaf malo v gozdu gledali, ne. To bo torej džotiš vikend oddih in ne bo samo družba čudovite Tine, ki vam bo seveda svetovala in vam pomagala najti tisto žensko v sebi, da se boste res lahko spočile in zopet povezali same seboj, ampak ki bo družbo delal tudi kdo? Moj kon. Kon, ja, tako. Torej, kon bo tvoja družba. Povej, zakaj pravzaprav si se odločila, da vključiš na ta torej, čudovit oddih, kjer bodo lahko ženske se povezale zopet same seboj, se tudi odpočile, relaksirale, predvsem pa nabrale tisto moč zopet v sebi, da vključiš konja notri. Zakaj kon? Zato, ker ima kon tako energijo, se je težko to povedati, ne? Ampak to je taka dobra žival, lepa, ima tako energijo, da res ženska lahko spusti nadzor. Ker ti, ko greš na konja... To je naš problem, ne znamo spustiti nadzora. Ti, ko greš na konja, pač tu ne bo tu počasi, tu če ima nekdo strah, tu delamo vse počasi. Ne povemo, da ima Tina zelo umirjenega in pridnega konja, ne, to je treba poudariti. In ko pride oseba gor na konja, tu ni, na biciklu imaš žlajf, ampak na konju pa tega ni in treba enostavno zaupati, se povezati z živaljo in potem videti, kaj pomeni, kadar spustiš nadzor. Samo to. Ja, to je res velik izziv. Včasih je lažje probati občutiti, kakor z besedami obesediti. Zato sem jaz vključila tudi konja, da potem vidijo, koliko so sploh sposobne, ker dosti žensk sploh ne razume, koliko moči ima v sebi. Ima ful več, kot si sploh dejansko upa priznati. Predvsem pa je treba zaupati. Imamo težave s tem, da imamo zelo rade vse same pod nadzorom. Tukaj bo torej tvoj prijateljček, kon, res se pomagal ženskam, da zopet najdejo to moč v sebi. Ja, sej, tu je pač sej tudi, če bi imela kakšno drugo živalco, bi bilo isto, ne. Ampak jaz sem pač povezana s konji in zato tu je del mene, zato jaz lahko tu dam, ker povem lahko še drugo filozofijo in tu je pač kon. To se bo torej odvijalo v tvojem domačem kraju, kjer živiš. Zdaj me pa zanima, kolikor jaz vem, že sam, da pridemo torej v tvoj okoliš, imaš ti prav neke posebne zadeve, ki v bistvu že nevede pričenjajo zdravljenje, torej brez pravzaprav česarkoli. Lahko mečkaj razložiš? Ja, to je bil spet več kot 5 let dolg projekt, tudi lahko počasi sem jaz želela imeti prostor, ko bi sam po sebi že zdravil. In sem potem v povezavi z različnimi bioenergetikami in pač svetovalci, ki so tudi merili energijo, ustvarila prostor, kamor imam take polne kristale noter in pojoče kamne in vse to je povezano s glasbo in ko se tu aktivira, enostavno se zdravljenje že prične. Kakšen je občutek, Tina, za vse tiste, ki morda zdaj ne vedo, o čemu govoriš, ko stopiš v ta prostor? Kaj pravzaprav ti občutiš? Mir. To je v bistvu mir naprej in mir nazaj, se ne da opisati. Jaz lahko samo tu povem, da vidim, ko pridejo osebe k meni, enostavno nečejo iti domov.
so kar bi še ostale tam, pa bi kar še malo poležale, pa bi se še pogovarjale in to je zame zmeri dober oni znak, ok, super, deluje. Torej, drage dame, žal je ta termin torej le od 1. do 3. julija, ne? Zdaj za podaljšanje se boste mogli s Tino pogovoriti, če bo šlo, če res ne boste hoteli domov. Seveda jo lahko pokličete ali pa se prijavite na njeni spletni strani tintaj.si. Tina in seveda, ne, ker ti ne moš brez presenečenj, tudi torej čez poletje si pripravila prav posebno res lepo presenečenje, v bistvu ob tvojemu jubileju, ne? Ja, 1.6. sem jaz imela 13 let moje firme. In zato sem se odločila, da vsem vašim gledalcem, ko bodo pač spremljali me, dam popust na Joti svetovanje. V bistvu bodo mogli vpisati kodo Tina 13. Tina 13 je torej koda, ki velja v juniju in v juliju, torej za Jotiš svetovanje. Kje pa to najdete? Greste na tintaj.si po trgovino, ne? Ja. Tam imaš potem prav oddelek, Ja. torej Joti svetovanje in vpišejo notri Ja. torej kodo Tina 13. Evo, Ja. tako, torej vse tiste, ki morda se še spogledujete s tem, ali vas torej Jotiš zanima, ali pa vas zanima kaj več, pa ne veste, kje ste, niste na pravi poti, mislim, da je tole idealen čas, torej da si ga zagotovite po res znižani ceni, torej 30% popusta v mesecu juniju in pa juliju. Zdaj, če se vrneva še mečken nazaj, prej, ko smo govorili o mentorskih programih, torej, kakšna je razlika oziroma kako ne gledalci vedo, poleg tega, da te seveda lahko pokličejo, ampak za vse tiste, ki morda jih zdaj zanima ta hip to, torej kako se odločiti, ali je dovolj enomesečni oziroma za koga je 4-mesečni program? Ja, vsak mora pri sebi pogledati, vsaka punca, ženska, boginja, ne, naj pri sebi pogleda, kaj si želi. Če ima čas, naj si vzame raje 4-mesečni. Zdaj, jaz sem dala mesečni program, samo zaradi tega, ker vem, da smo ful omejeni s časom. Če ne, jaz tega programa sploh ne bi dala, ker bi bil boljši 4-mesečni, ker se res globje pride, na koncu je boljši rezultat in se res pride od točke A do točke B. Da res ženska zasije in da pride v svojo moč. To je bil moj namen. Zdaj pa vem tudi jaz, ne, nimamo časa na pretek, tako pač je, živimo hitro življenje. In če nekdo nima časa, je potem na voljo tudi mesečni program in zato je tudi preko spleta lahko, ker tudi časovno, zdaj poleti lahko res nekdo nima časa, ampak če hoče nekaj narediti na sebi, se vse da zmeniti. Sam treba pokazati voljo. Ne? To je tudi domena bika, pejdi v pogon. Ne odlašati in ne se sam sebi smiliti, sej nič ne moram, ampak pejdi v akcijo, pokliči in pridi na program. In naj poveva se, da torej program, kljub temu, da je tako dolg, torej osnova programa ali enomesečnega ali 4 je torej, da se naredi Jotiš karta, je tako? Ja, to je itak, prvo srečanje je vedno povezano s karto, zato da se tudi jaz vidim življenje. S kom imaš sploh opravka dejansko, ja, točno ne? Tu. Tako da v bistvu potem ni treba predhodno si še karto delati, ker je že tle noter, že v tej ceni, ja, je že v tem paketu. In potem ni tu samo prvo srečanje povezano s karto, ampak vsa srečanja naprej. Jaz bom vedno imela karto pred sabo in ko bomo delali, ko bomo magar čakre čistili, bom jaz vedno pogledala, Luna predstavlja 4. čakro, ne, Luna je slabo postavljena, se pravi, ta oseba ima mogoče malo probleme s čustvi, pa treba malo na čustvih narediti. Ali pa ima ful preveč Marsa aktiviranega, ne? Se pravi, in še sonce zraven, to je lahko preveč moške energije. Pa treba tu malo umiriti in te čakre pogledati, zato je meni fajn, da potem imam še karto zraven. No, vsekakor seveda vas vabim, da izkoristite, kajti Tinini individualni, torej nasveti so res vredni zelo veliko, je vseeno drugače, kot pa ko si v skupini, ne, kjer ne moš jih vsake 5 minut dvigati roke pa sprašvati. Tako da individualno je torej nekaj, kar je res pravzaprav pravo bogatstvo Tininega znanja, ki ga je leta in leta nabirala in verjamem, da lahko torej prav vsakemu pomaga priti na tisto pravo pot. Tina, ok, programe so torej omenili, enomesečni, 2-mesečni program Moderna čarovnica in pa seveda ne smejo pozabiti še enkrat julija, torej 1. do 3. julij, 5D vikend, ženski oddih s konjem in seveda vse povezano z Jotišem, kar bo seveda Tina vam lahko na razpolago dala vso znanje, ne? Predvsem zato torej, da se spočijete in naberete novih moči torej za prihajajočo jesen. Zdaj, ko smo ravno še pri poletju, ne, kaj je pravzaprav tisto, kar bi najbolj izpostavila morda, zdaj, če smo toliko v ženskah, pa dajva še ženskam zaključiti, ne, torej ženska energija, vemo, da bo te mesece zdaj res nas zelo podpira, ne. Kaj pravzaprav bi ti svetovala vsem ženskam v času poletja? Ja, zdaj
Lahko sam tako še omenim, ne. Zdaj smo imeli 2 leti Saturna v Kozorogu, 29. aprila je prestopil v Vodnarja. Ampak fora, da je zdaj nazaj bo prišel, ne. 12.7. gre nazaj, ker je pač retrograden, bo šel nazaj v Kozoroga in bo bil tam do oktobra. In zdaj tiste ženske, ki so že veliko časa se spogledovale s to žensko energijo, pa niso imele poguma, zdaj je res čas, da to naredijo, ker je v bistvu tukaj nek popravni izpit. Osvoji lekcijo, ki jo nisi osvojil prej, v 2 letih. Naredi nekaj na sebi, tudi tu je tako mišljeno, ne, ker je spraven denar in energija, ne samo gledati, koliko boš zapravil, ampak kaj boš investiral vase. In pol te vesolje vedno nagradi. Ja, potem pa hvala Bogu še za tvoje tečaje, ravno v pravem času. Vidiš, pa si resno vse mislila. Ja. Hvala ti, Tina, seveda za obisk. Hvala ti za vse tele individualne, torej mentorske tečaje, ki jih redno pripravljaš. Torej zdaj ta je še res poseben poletni. Od jeseni, ko ste slišali, bodo seveda na voljo tudi skupinski, ampak ko ste slišali, zdaj so energije naklonjene, tako da hitro na tintaj.si in si zagotovi torej svoje mesto na enomesečni ali pa 4-mesečni, torej mentorski individualni delavnici, torej moderna čarovnica. Ja. Tako. Pa ne se pa, no, čeprav, ne, lahko se vsi ostali bojo, ker boste kar nekaj znali čarati, ne. To je pa tudi res. Ja, to je tudi res. Hvala, Tina, za obisk in seveda čudovito poletje ti želim. Enako, čau, čau.